Gospod Štucin, dolga leta spremljate kot komentator Luko Dončića. Kakšen je bil Luka Dončić na tiskovni konferenci? Kako ste ga videli? Meni se je zdel predvsem malo obupan, malo razočaran nad celotno situacijo, ampak tudi poln maščevanja. Ta občutek sem dobil, da je, kot bi naš nekdanji premier rekel, da je zdajle liga v nevarnosti in rest in peace oziroma rip in peace, kot bi rekel naš nekdanji premier. Namreč ligi se ne obetajo dobri časi oziroma predvsem nasprotnikom, ne Luke Dončića, glede na to, da vemo, da je Luka Dončić ponavadi, ko je poln maščevanja, poln jeze, te mogoče celo otroške ihte je najnevarnejši. In to so občutili Devin Booker pri Phoenixu, ko je Dallas zaostajal z Luko Dončićem v ekipi in ostali od Rudija Goberja in tako naprej. Tako da jaz mislim, da liga se mora pripraviti na to, kar pripravlja Luka Dončić. Gospod Ličen, kako ste vi videli tiskovno konferenco, predvsem pa besede direktorja LA Palinke, da je zdaj z njimi globalni superzvezdnik, ki bo igral v dresu največje ekipe na svetu in pod najmočnejšo blagovno znamko v košarki? Ko vse to združiš, to prinese zadovoljstvo na obraze vseh in na tak način z nasmeškom na obrazu igra tudi Luka. To bo res posebno nekaj, česar Liga NBA doslej še ni videla. Ja, meni sta se sogovornika zdela po svoje zanimiv kontrast. Direktor ekipe Pelinka sem je pač zdaj navdušen. Mislim, da bi se strinjal z njim, da je marketinški potencial, svetovni marketinški potencial Luke Dončića večji kot pa marketinški potencial Anthonyja Davisa. Sam bi bil nekoliko manj strog do Luke Dončića. Meni osebno se je bolj zdel zmeden in celo malce utrujen. In pač sam bi to bolj pripisal dejstvu, da pač potem, ko je zadnjih več kot 7 let Luka Dončić pač bil član ene ekipe in verjamem, da se je pač on do neke mere tudi podkrepljen z recimo slovensko ali pa evropsko miselnostjo. Verjetno se je pač on res nekako videl do konca svoje poklicne kariere v Dallasu. Naenkrat pač so ga praktično v roku 48 ur so ga pač posedili na letalo, poslali na drugi konec Združenih držav Amerike in zdaj se je potrebno navdušiti za novo ekipo, pač in obljubljati med in mleko v novem dresu. Tako da se mi zdi, da sta se pač oba sogovornika na nek način precej naslanjala na do neke mere pričakovane klišeje. Kakšen odgovor po vašem mnenju? Pravite, da bo silovit, in da se mora Liga NBA pripraviti, lahko pripravi Luka in kako boste šli skupaj z LeBronom Jamesom in njegova gesta? Luko je takoj, ko je izvedel, da prihaja v Lakerse, poklical. Mislim, vse to je v bistvu stalna praksa, ko veliki košarkarji prestopijo iz ene ekipe v drugo, predvsem, ko govorimo o tako velikih košarkarjih oziroma tako pomembnih košarkarjih, kot je Luka Dončić, je to nekaj vsakdanjega. LeBron James je že pred 3 leti dejal, da je Luka njegov najljubši košarkar. Skupaj sta delila kar nekaj trenutkov na teh All-Stars vikendih oziroma na tekmah zvezd in se mi zdi, da kar se tega tiče, ali Luka lahko igra z LeBronom Jamesom in vice versa, mislim, da je o tem čist nepotrebno razglabljati, glede na to, da gre za dva res fantastična košarkarja. LeBron je eden izmed, če ne najboljši vseh časov. Luka Dončić pa je, kar se tiče IQ-ja, kar je tudi danes na novinarski konferenci dejal, da sta oba košarkarja z visokim košarkarskim IQ-jem, razumeta košarko. Jaz mislim, da tukaj ne bo nobenega problema, kar se tiče uigravanja. Uživali. Samo Rob Pelinka mora storiti še eno stvar, poleg njegovega fantastičnega PR-ovskega nastopa. Danes na konferenci mora pripeljati še visokega košarkarja, kar pa je tudi dejal, da se bo to zgodilo do izteka tega prestopnega roka, ki je 6. februarja v Ligi NBA. Bo to kdaj tudi Nikola Jokić po vaše? Jaz mislim, da smo s prestopom Luke Dončića v Lakerse bližje temu, da je zaigrata Nikola in Luka skupaj, kot smo bili kadarkoli. Glede na to, da bo Nikola kmalu, mislim čez sezono, postal prost košarkar oziroma bo na trgu, tako kot recimo tudi grški reprezentant Giannis Antetokounmpo. Jaz mislim, da
Pa dajmo verjeti v to lepo zgodbo, da bi recimo videli neke, če so bili včasih Showtime Lakersi, pa da zdaj vidimo Balkan Lakerse. Gospod Ličen, direktor Lakersov Pelinka je dejal, da si je največje košarkarsko moštvo na svetu z Dončićem zagotovilo globalnega superzvezdnika. Koliko bo po vaše to prineslo Lakersom z marketinškega vidika, seveda tudi v denarju, in koliko Luki Dončiću? Zdaj, Luka Dončić bo v teoriji, pa tudi v praksi gledano, malce oškodovan v smislu, da zaradi te zamenjave Luka Dončić poleti ne bo mogel podpisati, ne bo mogel podaljšati pogodbe, ki bi mu najverjetneje prinesla dodatnih $116 milijonov v obdobju nekaj let. Kljub temu mislim, da mu ne bo slabo. Kljub temu mislim, da ima na bančnem računu že dovolj. In seveda mu privoščimo vsak prislužen dolar. Kar se tiče marketinškega potenciala ekipe Los Angeles Lakersov, da in ne, v smislu, da Los Angeles Lakersi so res nekoliko specifična ekipa tudi v okviru lige NBA, v smislu, da pač oni vendarle bolj poudarjajo kot ekipa, kot franšiza, kot organizacija, bolj poudarjajo organizacijo kot pa svoje posameznike in skozi zgodovino, pač marsikdo, ki pač spremlja košarko, lahko pove in lahko potrdi, da so Los Angeles Lakersi skozi zgodovino lige NBA zares znali pritegniti precej ali pa skoraj vsa največja imena v tem športu. Tako da pač v tem smislu Luka Dončić je pač po svoje logično nadaljevanje. Je zagotovo eno logično in smiselno nadaljevanje. Na nek način so verjetno tudi Los Angeles Lakersi v tržnem smislu, v marketinškem smislu, tudi v športnem smislu, pač zdaj nakazali, kaj bi lahko sledilo v nekem obdobju, ki ni tako daljen v prihodnosti, pač potem, ko se bo LeBron James vendarle igralsko upokojil. Prejšnji igralec Anthony Davis je bil starejši, je bil generacijsko bliže LeBronu Jamesu, zdaj bo LeBron James mogoče lahko bil neke vrste mentor Luke Dončiću, in Lakersi pač mogoče na ta način kot ekipa dejansko tudi pač nakazujejo, kako se ekipa utegne igralsko razviti v tem obdobju, ko se bo ta mogoče najboljši igralec vseh časov upokojil. Gospod Štucin, se je Luka na tiskovni konferenci uspel prikupiti navijačem Lakersov? Mislite, da si je to sploh želel? Jaz mislim, da se njemu sploh ni bilo treba prikupiti, glede na to, da njegove številke govorijo zanj, in jaz mislim, da se bo on najbolj prikupil prva tekma, ko jo bo odigral, ko bo dal 30 točk, 15 asistenc, 10 skokov, takrat bo Luka del Lakersov. Se pa tudi navijači Los Angelesa zavedajo, kaj Luka prinaša k mizi, ne glede na to, kaj se govori o njegovi fizični pripravljenosti in da je 8. najtežji košarkar lige in tako naprej in tako naprej. Če ti nekdo, ki je 8. najtežji košarkar lige pri 205 cm, koliko jih primore, lahko še vedno daje 30 točk, 15 asistenc in 10 skokov, mene ne bi skrbel, oziroma so to sladke skrbi za vsakogar, in mislim, da je Luka tak prototip igralca, ki se lahko zelo oziroma na najhitrejši možen način priljubi navijačem v mestu angelov, ki so sicer kar zahtevni, ampak kot je že gospod Ličen povedal, to je zares zgodovinska franšiza, ki je dala skozi toliko in toliko zvezd, in mislim, da bo Luka oziroma je že eden izmed njih. In gospod Ličen, ste predavatelj športnega marketinga na Univerzi v Washingtonu. Kako se bo ta posel zapisal v zgodovino lige NBA in kakšne spremembe pri dogovorih o menjavi igralcev oziroma pri trgovanju med franšizami v NBA-ju prinaša? Ne samo v ligi NBA, ampak nasploh v ameriškem profesionalnem športu vrednost pogodb z igralci se v zadnjih letih strmo narašča. Samo pred par mesecema so v New Yorku bejzbolska ekipa New York Mets podpisala 15-letno pogodbo vredno 765, mislim, da milijonov dolarjev. To je nepredstavljiv denar, ki presega proračun nekaterih manjših držav na zemeljski obli. Kljub temu, vendarle je pač dobro imeti v spominu, da
pač vse to vrstne zamenjave, torej ne sklenjene pogodbe, ampak to vrstne zamenjave igralcev, mora sama liga, mora samo vodstvo lige potrditi, zato da pač ohrani nekako tekmovalno in tudi poslovno uravnoteženost lige. Tako da pač ta zelo, zelo kompleksen sistem pravil, predpisov in tako naprej, pač zagotavlja, da bo ameriški poklicni šport postal vse donosnejši, vse bolj medijsko odmeven, hkrati pa pač na nek način tudi poskrbel za neke vrste pravičnost v tem športnem smislu. Gospod Štucin, za konec, Luka bo zdaj v mestu zvest, najbolj znani filmski igralci bodo sedeli v prvi vrsti in ga bodo gledali. Luka bo imel Hollywood na dosegu roke. A veste, kako bi jaz to rekel? Mislim, da smo si vsi enaki, tudi midva, gospod Slak, da smo vsi precej raje doma, en špricerček, malo karbonarce. In jaz mislim, da je Luka tudi tak preprost fant, ki ga ta blišč sicer do neke točke zanima, dokler njemu koristi, ampak jaz mislim, da je Luka vse prej kot Oskarji, kot Zlati globusi, kot Emmy oziroma ESPY, ki so športni Emmy. Jaz mislim, da je Luka precej raje doma v zavetju 4 sten, da si odpre nekaj dobrega za piti in da nekaj dobrega poje in da je svojo družino, kakor pa da hodi naokoli in se kaže paparacim, ki pa so seveda v Los Angelesu ne samo vse prisotni, ampak tudi malce nadležni. Na to se bo tudi navadil. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta.